Na Gorenjskem je več kot 6600 samostojnih podjetnikov, ki so pomembni tako po prihodkih kot po številu zaposlenih. Regija se lahko pohvali z upadanjem brezposelnosti, problematična je struktura nezaposlenih, sem spadajo starejši, težje zaposljivi ter mladi. Svetla točka gorenjske regije je konstantno višanje gospodarske rasti, ki je najvišja med vsemi regijami v državi. Primanjkuje pa i tehničnega kadra. Zato naša zbornica tudi podpira vsa prizadevanja naših šolskih centrov za dodatne oddelke, za tehnične kadre. Naj povem, da smo v preteklosti z našo podporo dobili programe mehatronika in energetika na višji šoli v Kranju in pa letos pa najnovejša lepa novica, da smo pa dobili dodatne 3 oddelke v šolskem centru Škofja Loka. Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo je na današnji seji upravnega odbora območne zbornice za Gorenjsko v Kranju poudaril še tesnejše povezovanje vseh oblik gospodarstva v Sloveniji, ki v zadnjem času beleži rast. Treba je povedati, da je Slovenija ena redkih držav, ali pa ena od držav, ki so v zadnjem obdobju, pa če hočete v zadnjem letu, dosegle največji napredek. Zdaj to hotel priznati ali pa ne, so dejstva taka, pa ne samo po tem, da nas tisti, ki nas ocenjujejo, ne samo nas, ampak vse evropske države, uvrščajo med tiste, ki so najbolj napredovali, se pravi, napredovali smo na lestvici konkurenčnosti za 6 mest. Te številke laikom ne povejo dosti, zato bomo izpostavili naslednje. Slovenija je lani ustvarila 38,5 milijard bruto domačega proizvoda, od tega je izvozila za kar 31,5 milijard evrov. To so pa že neke impozantne številke, ki jim je treba se malte ne prikloniti, ob tem, da je treba vedeti, da smo za 5,2% povečali izvoz proizvodov in storitev v primerjavi z letom 2014. Se pravi, da je na prvem mestu gospodarstvo, na drugem mestu pa znotraj tega izvozno gospodarstvo tisti naš glavni energetski motor razvoja. Zadnji 2 leti smo imeli gospodarsko rast skoraj 3% in to pa pomeni naslednje. To ne pomeni to, da imamo zdaj pravico deliti to, kar nekateri želijo in so vsi pijani od tega, da je treba takoj, glede na to, da imamo 3% gospodarske rasti, začeti delati načrt, kako bomo povečali te, one, druge pa tretje plače, ampak pomeni samo to, da smo negativen trend obrnili navzgor. Gospodarske razmere in z njimi tudi socialne bodo po ministrovih besedah šle navzgor, ko se bodo uredila vprašanja davčne reforme, dviga konkurenčnosti, reforma trga dela, ta mora biti fleksibilen, v zadnjem času pa je vse več govora tudi o okoljski reformi. Tukaj mislim predvsem na to, da moramo priti do zakonodaje, ki bo omogočala vsem investitorjem, to je predvsem vam v gospodarstvu, da boste hitreje prišli do gradbenih dovoljenj. Tukaj imamo težave, imamo hude težave, ki v veliki meri zavirajo podjetno iniciativo gospodarstva.